Sem Jaka Tomc in živim z bipolarno motnjo. 2007 sem doživel prvo epizodo hujšo, malo pred novim letom. V bistvu sem bil doma čist paranoičen in smo se znašli pred bolnišnico Polije. Sem razmišljal, da je mogoče neka fora in da bo zdaj prijatelji odgrnili zaveso in bo rekel, ne vem, presenečenje ali pa, da je v sosednji sobi neka žurka za novo leto. Ampak pač vse, kar sem dobil, je bilo spoznanje, da pač te žurke ni in da sem dejansko na psihiatriji pač sam. Star sem bil 27 let. Bipolarna motnja je skrajno izmenjevanje obdobij depresivnega razpoloženja z obdobji maničnega razpoloženja. Manično razpoloženje pomeni pretirano energičnost, dobro počutje, nerealističen optimizem, skrajno vznesenost. Depresivno razpoloženje na drugi strani pa se kaže kot potrtost, pomanjkanje volje in življenjskih ciljev. Pod razpoloženje mislimo eno daljše obdobje, več tednov do več mesecev, ko je človek izrazito depresiven, v drugem obdobju pa stanje, kjer je pa človek maničen ali hipomaničen, rečemo, to pomeni, ko pa se energija, polnost, veselje, zagon je lahko tako močno, da človeka povsem ponese in preplavi. Duševne motnje in hospitalizacije v psihiatričnih bolnišnicah so, čeprav smo v 21. stoletju v družbi, še vedno tabu. Imate, ne vem, sladkorno bolezen, je pač dejstvo, da je to kronična bolezen, ki rabi doživljenjsko terapijo, in pri duševnih motnjah je zelo podobno. Z diagnozo bipolarne motnje živi približno 40 milijonov ljudi, med njimi tudi igralka Catherine Zeta-Jones, pevka Mariah Carey. Z njo sta se soočala glasbenika Kurt Cobain in Amy Winehouse, eden največjih slikarjev Van Gogh. Je večvzročna motnja, ki se s prvo večjo epizodo ponavadi pojavi med 25 in 30 letom starosti. Je težko natančno opredeliti, kakšen delež prinese genetika, kakšen delež pa prinesejo stresori, ločitve, prekinitve, izgube, smrti bližnjih, tudi stvari, ki jih prinese človek iz razvoja svojega, ki vplivajo na to, kako na stres se odzove. Te vsi trije se združijo potem lahko v danem trenutku, da pluskne v eno takšno epizodo, ne si bilo depresije ali pa manije. Pri obvladovanju bolezni je pomembno, kako hitro pacient prepozna, da je nekaj narobe in kako hitro poišče pomoč. So pacienti, ki v bistvu pridejo lahko samo enkrat oziroma so zelo dobro vodeni in v bistvu živijo popolnoma normalno življenje in zelo dobro funkcionirajo. Ni pa vsaka bipolarna motnja enaka. Nekateri nikoli ne doživijo zelo intenzivnih manij, drugi so pogosteje v depresijah. Zato vsak pacient potrebuje svoj pristop in svojo terapijo. Pri nekaterih ljudeh se te epizode dosti pogosto pojavljajo, večkrat na leto lahko. Pri nekaterem drugemu bo pa ena, dve v daljšem časovnem obdobju. Jaka Tomc o svoji bolezni govori in piše. Nikoli ni dovolil, da bi jo prevzela stigma. Vzela mu je 8 let mirnega življenja, prinesla pa doživljenjsko borbo, da bi jo lahko držal pod nadzorom. Že 10. leto je v remisiji. Še pred prvo večjo epizodo se spominja, so bile situacije, ko se je obnašal drugače. A takrat še ni vedel, da se v ozadju pripravlja vihar v obliki neozdravljive bipolarne motnje. Ko je prišel takrat moj cimer pa njegov prijatelj, sem enostavno zablokiral. Čisto me je bilo strah, nisem jih sploh prepoznal. Tudi, če sem jih prepoznal, sem mislil, da mi bosta nekaj naredila, čeprav smo bili pač dobri prijatelji takrat. In so rekli, ok, nekaj ni v redu, že prej sem se par dni čuden obnašal, ne vem. Na četih sem neke čudne stvari pisal, govoril sem, da mi prisluškujejo, telefon sem vrgel v kavo, ker sem mislil, da mi prisluškujejo. Terapija ni vedno dajala pravih rezultatov. Včasih je zdravila zavestno nehal jemati v upanju, da bo lahko tudi brez njih bolje, da bo znal sam prepoznati in ustaviti val, ki prihaja, pa ga ni mogel. V psihiatrični bolnišnici je bil hospitaliziran 10-krat. Neke hospitalizacije so bile po, 2 tedna, najdaljše je bilo pa 5 mesecev. Takrat sem bil tako maničen, da so me privezali ob sprejemu in sem bil 11 dni privezan.
A se tega spomnite? Mislim, spomnim se določenih delov, ne? Ampak takrat ti dajo tako močno pomirjevala, ker ti pa zbijajo manijo, da se zaveš neki, spet zaspiš nazaj, ne vem, nahrulaš sestro, tehnika, spet zaspiš. Dejansko lih spanje je neka zadeva, ki jo v maniji rabiš. Ne? Klasična postelja, kjer so nameščeni Segofix pasovi, trebušni pas, ki pride v bistvu fiksiran, torej se omeji pacienta preko trebušnega dela, potem v bistvu tudi za roke, noge. To je vedno zadnji ukrep. To je ukrep, ki ga pravzaprav nam predstavlja tako pacientu kot nam največjo stisko. Si pa želimo, da je pacient varen. Izmenjevanje ciklov, ki neusmiljeno prihajajo iz depresije v manijo in nazaj, je za ljudi z bipolarno motnjo utrujajoče, velikokrat tudi usodno. Jaz sem se namreč na vse pretege trudil, da bi prekinil cikel, v katerem sem se vrtel v tistem času. Cikel, ki je šel pri meni takole: manija, intervencija, hospitalizacija, depresija, remisija, manija. Zjokal sem se kot dež, ker sem hotel končati zadevo. Kot otroci smo rekli, stop igra, če nam kaj ni ustrezalo. Hotel sem stop igro. Hotel sem ven. V samomoru sem razmišljal, oziroma sem si želel, da se ne bi zbudil, da hotel sem umreti. Depresija je huda za tistega, ki jo doživlja, manija pa za vse, ki ga obkrožajo, pravi Jaka. V manijah je užival, ker so težave postale manjše, obvladljivejše. Kot alkoholik, ki potrebuje pijačo, depresiven človek pojasnjuje, krvavo čaka manični val, ki ga bo lahko zajahal in končno potegnil iz brezna. Manija je nekaj ful lepega, ne? In zato zaželena in zato problem pri bipolarni. Ne? V maniji je vse pač lepo, vse imaš rad, barve so ful žive, res si v enem takem čarobnem mehurčku, kjer je vse super, ne? Dokler ni več. Ne? Depresija je pa pač ravno obratna, je pa, ko bi, ne vem, bredel po nekem temačnem breznu, vlažnem, ne vem, vse je temno, sivo, ko se pogledaš v ogledalo, se nisi všeč. Ko dosežeš dno, ne, in jaz sem si rekel, no, da zdaj pa gre lahko samo še na boljš. Kako je videti dno? Zelo majhno je. Tako zelo ozko je, ko bi bil v neki sobi, ne, ko bi bil v neki samici, recimo, tako je bilo pa, kjer enostavno nič ni, ne. Nobenih čustev, nobenih glasov, nobenih podob, pač nič. Zato maniji, ki je po mesecih sivine potrkala v podobi jutranjega nasmeha in močnih barv, nikoli ni zmogel reči ne. Bila je izbira med življenjem in trpljenjem, med plusom in minusom. Pač težiš k temu, dokler ne boš tega dobil. Ne. To manija je tako kot droga. Ne. Če si odvisen od tega, jaz sem bil odvisen od manije, ne, boš vse naredil, da boš prišel do tega stanja. Zaradi izrednega zagona idej se pacienti v maniji lahko hitro znajdejo v težavah, pojasnjuje dr. Borut Škodlar, psihiater in psihoterapeut z ljubljanske psihiatrične klinike. Dvigujejo kredite, prodajajo nepremičnine. Dolgovi, zapleti v odnosih, kupenih projektov, načrtov, ki jih potem ne more izpolniti, pa sledite naprej in je to lahko eno v tem smislu za človeka nevarno stanje in stanje, ki ga je nujno tudi nekako obvladovati pa zdraviti. Jaz prodajal nisem nič, k sreči sem pa kupoval stvari. Ne. Recimo bil sem na dražbi enookih, mislim, da sem kupil 12 ali 14 slik za skupaj skoraj 2000 evrov. Ne. Jaz tistih slik nisem mogel plačati. Ne. Sem si denar sposodil od mame, dokler med eno manijo niso letele čez balkon. Se pravi, tam se otroci igrajo, jaz sem pa metel stvari čez balkon iz tretjega nadstropja. Na grad sem šel enkrat po severni steni, jaz temu rečem, sem se sezul in sem šel direktno gor čez vse ograje, steklo razbito, prišel do vrha gradu in sem razprl krila, ker sem mislil, da sem angel. Vsaka manija se je pri njem vedno končala na psihiatriji in potem se spominja, je sledila boleča pot navzdol v depresijo. Življenje z bipolarno motnjo je nenehna borba. Včasih se počutim kot vrvohodec.
Dovolj je majhna napaka ali nepričakovan sunek vetra in treščil bom na trda tla. To je zaprt oddelek, a ne? In v bistvu vam lahko pokažemo oddelek. Kar izvolite. To je oddelek ljubljanske psihiatrične klinike, kjer so nameščeni pacienti v najtežjem stanju. Ponavadi je 18 posteljni oddelek, a ne? V glavnem je ambulanta, ena izmed sob, to je enoposteljna soba. Potem imamo dnevni prostor za paciente, kjer se pacienti ponavadi družijo, grejo na zrak in da v bistvu lahko tudi kadijo, ne? Tako da, to je ena taka terasa. Spomnim se kadilence, poleg dnevnega prostora nek prostor, kjer se stvari dogajajo. Ne. V bistvu je ena sobca, kamor lahko greš na internet, ne vem, maile pogledati, z zdravstvenimi tehniki, smo igrali ping-pong ali pa med sabo, ne. To je spet tako, ne, vse malo počasneno, ne. Ko smo vsi na zdravilih, ljudje mislijo, ne vem, ok, noč so norci, kako to zgleda, ne vem, kakšni so to pogovori. Pa to so fulje pač inteligentnih ljudi noter, ne. Na tem oddelku ni telefonov, polnilcev, vžigalnikov, ni česar, kar bi lahko bilo kakorkoli nevarno. Tukaj v povprečju preživijo 3 do 5 dni, nato gredo na odprti oddelek. Je zelo pomembno, da pacient pravzaprav vzpostavi en kritičen odnos do tega, da ima duševno motnjo in da seveda tako kot pri vseh ostalih boleznih, a ne, potrebuje zdravila, a ne, in da jih ne opušča. Leta je trajalo, preden so za Jako našli ustrezno terapijo, tako, ki nima pretiranih stranskih učinkov. Enkrat nisem mogel oči odpreti. Sem mogel s prsti si oči narazen držati, da sem se lahko pogovarjal z ljudmi. Ne. Nogo za sabo vlečeš, slina ti teče, ki ne moš kontrolirati. Take zadeve. Ne. Bi lahko shajali brez tablet? V tem trenutku ne. Trenutno imam 4 različna zdravila, skupaj sem jih pa sigurno že 20 ali več probal. Nisem imela občutka, da me sploh posluša, samo hodil je. In hodila sem, včasih z njim, včasih za njim. Ni imel obstanka, že nekaj časa ni imel ne obstanka in ne miru. Solz že dolgo nisem imela več in želela sem si čim prej priti domov, da bom šla spat, da bom vse pustila za sabo in se zbudila v novo jutro. V jutro, ko bo moj otrok spet srečen. Besede, ki jih je v knjigi Stop igra zapisala Jakova mama, sežejo globoko. Bipolarna motnja razjeda odnose, prijateljske in družinske. Bližnjim je težko to gledati. Ne. Ti dejansko v bistvu propadaš pred njihovimi očmi. Ne. Starša moram reči, da sta me ful pač pozitivno presenetila. Ne. Nisem pričakoval, da bosta vsak dan tam. To tudi, če sem bil 5 mesecev noč, sta se izmenjevali, tako da vsak dan nekdo prišel. Ne. Prijatelji so me tudi obiskovali. To vam je pomenilo? Ja, to mi je veliko pomenilo, takrat, ko sem bil noter, ker res pač res ta občutek, da nisi sama, pa to zavedanje, da nisi sama, ne, je ful pač pomembno pri obvladovanju take bolezni. Poznam kar veliko ljudi, ki so se srečali z bipolarno motnjo in so ohranili dobre stike in poročajo prav o tem, ja, kako jim je bilo sploh v tistih najtežjih stanjih tako nujno, da so in preživetveno, da so imeli ob sebi ljudi, ki so jih pri tem polno sprejemali in jim pomagali se znajti in tudi potem ven priti. V Jakovem življenju, v polnem dviganja in padanja, je to naredila Neja, s katero imata danes 5-letnega otroka. V njegovo življenje je vstopila po zadnji hospitalizaciji. Bila je, pravi, tisto, kar je najbolj potreboval. Prinesla mu je umirjeno energijo, stabilnost. Od takrat, teče že 10 leto, ni imel nobene hujše depresije ali manije. Takrat se je tudi zavedel, da manije ne potrebuje več, da bi lahko bil srečen. Mi je pač veliko vzela bipolarna motnja in precej to dala. Ne. In vzela mi je seveda nekaj ljudi iz mojega življenja, vzela mi je, če tako rečem, 8 let enega življenja, ki bi lahko bil normalen, ampak dala mi je pa to izkušnjo, da sem začutil pa doživel cel spekter enih čustev, ki jih drugače verjetno ne bi. Začutil sem pač neke božanske višave, manije in neko totalno bedo, depresije in ravno zaradi tega mislim, da sem danes pač boljši človek, lažje funkcioniram v družbi in več družbi da. Verjetno nikoli ne bom mogel reči, da sem zdrav. Čeprav ne občutim sreče tako kot prej, lahko mirno rečem, da sem srečen. Še vedno se ukvarjam s preteklostjo in prihodnostjo.
a se učim uživati v trenutku. Ker če dobro pomislite, je to vse, kar zares obstaja.